Maham izpred Slovenskega planinskega muzeja, tule v Gorniški vasi Mojstrana, kjer se začenja 11-kilometrska pot Triglavske Bistrice, torej v Triglavski Bistrici, tu od planinskega muzeja do severne Triglavske stene. Sicer danes ne bom prehodil cele, saj imam en drug cilj. To pa je slap Peričnik, ki je nekje na 1/3, morda 1/4 te poti. Grem pogledat, če je še zaledenel, kot je bil pred nekaj dnevi, ko sem ga gledal na fotografijah. Parkira se lahko tule, kar pred planinskim muzejem, je seveda plačljivo, sicer pa je cesta po zimi od 14. ali 15. novembra naprej, torej cesta v vrata zaprta zaradi zimskih razmer, ja, tudi ko niso zimske razmere, kdor bi to razumel. Dobre 4 kilometre je in nekaj več kot 100 višinskih metrov do Koče pri Peričniku. Tale pot ob Triglavski Bistrici vzame približno 1 uro, odvisno kolikokrat se vmes ustavimo. Je namreč ob sami reki kar nekaj informacijskih tabel s številnimi zanimivimi informacijami o rastlinstvu, rastu in seveda o sami reki. Gre za hudourniško reko, ki izvira pod severno Triglavsko steno, ima 3 pritoke, ki vodo prinašajo izpod škrletice. Hudourniška pa pomeni, da je vodostaj zelo spremenljiv, ob večjih nalivih ali pa spomladi, ko se topi sneg, se lahko v spodnjem toku dvigne celo nad 2 metra. Poletja, oziroma konec poletja pa ponekod celo presahne. Kakšnih 5-10 minut nad Kočo pri Peričniku pa je sam slap, eden najbolj poznanih v Sloveniji. Krožna pot za njim je po zimi sicer zaprta, saj je slap zaledenel in je prenevarno, se pa da sprehoditi vsaj do bližnje razgledne točke in od tam občudovati umetnijo narave. Od Koče pri Peričniku se pot Triglavske Bistrice sprva nadaljuje po glavni cesti skozi vrata. Sem se odločil, da grem še malo naprej, da si grem pogledat še galerije oziroma lope te zanimive spodmole, ki jih je pred več stoletji urezala Triglavska Bistrica v konglomerat, ko je tekla še precej više kot danes, ko je že precej globoko spodaj v soteski. No, do sem je še ura hoje, vse skupaj iz izhodišča 8 km, dobrih 300 višincev, je pa treba
paziti in se držati glavne poti. Namreč najprej gremo po cesti, se precej uspnemo in tam je ena pot levo dol, ki ni prava, sicer bi prišla do sem, ampak vmes ni prehodna, kjer je porušen en lesen most. Drugi odsek s ceste pa je pravi, tam je tudi označba ter markacije. In ko pridemo do table, kjer je razlaga, kaj so galerije, nadaljujemo naravnost navzgor po markirani poti. Tam je namreč še ena pot levo navzdol, tista se spusti spodaj do same Triglavske Bistrice. Ja, lep pohod do teh zanimivih galerij, kjer je treba tudi paziti, če bi bili kakšni ledeni kapniki, zdaj jih skoraj da ni več. Do samega Aljaževega doma oziroma do Triglavske stene pa je tu še kakšni 3-4 kilometre. To pa za kdaj drugič. Počasi se bližam izhodišču. V moji strani naredil bom več kot 15 km. Nezahtevna zimska tura je pa predvsem manj priljubljena kot tisti v sosednjih dveh dolinah, v Krnici ter v Tamarju. Zakaj? Ker sta tu obe koči zaprti, torej koča pri Peričniku in pa Aljažev dom v Vratih, medtem ko je ob koncih tedna odprta koča v Krnici, pa tudi dom v Tamarju. Zaenkrat imam dovolj snega in zimskih tur, čez nekaj dni menjam okolje, letim več kot 1000 km daleč na en otok, tudi tam bom naredil kakšno lepo turo in posnel video, tako da še naprej spremljajte moj kanal, naročite se nam, če se še niste, meni veliko pomeni, vas nič ne stane, pa tako si zagotovite, da ne boste zamudili naslednjih vlogov. Vesel sem tudi, če napišete kakšen komentar, kakšne se vam zdijo te moje ture in če stisnete like pod videom.